Dobrodošli v oddaji Preprosto o odnosih. Sva družinska in zakonska terapeuta Luka in Urška. In danes sva zelo vesela, da se nama je pridružil v goste docent dr. Drago Jerebic, zakonski in družinski terapeut, ter soustanovitelj Družinskega inštituta Bližina. Drago, toplo dobrodošel na najinem podcastu. Živja, hvala za povabilo. Sem bil prav vesel in hkrati tudi izrekam tako eno navdušenje nad tem, kar ste se lotila, ne? Ker se mi zdi, da za terapeuta rabiš biti vedno malo iniciativen, imeti en vidva se lotevata najrazličnejših stvari, od terapevtskih, študijskih in še takih, tako da čestitke. Hvala. Hvala in veseli naju, da boš nama pomagal kreirati in ustvarjati nove vsebine, potrebne vsebine in pa zanimive vsebine, ki bojo pomagali našim gledalcem in poslušalcem v njihovih odnosih. Ok, z veseljem. Super. Naša današnja tema bo nekako usmerjena na partnerske odnose, smo rekli. In zdaj mogoče čisto na začetku za en taki kratek uvod. Z kakšnimi težavami pari sploh pridejo na terapijo? Kaj je tisto, kar jim da nek zagon, neko motivacijo, da dva rečeta, ok, zdaj pa dosti, zdaj pa mi dva greva na terapijo in nekaj razrešiva? Katere so tiste, bomo rekli, klasične teme za vstop v terapevtski proces? Recimo enkrat me je en kolega vprašal, pa kdo hodi k tebi, ne? Tak na nogometu, ko smo igrali, ne? In sem si mislil, a se ti delaš? Ali ti moramo biti favš, ker se tako dobro razumeš svojo ženo? Še danes nimam odgovora. Ne? Ampak ja, prav to, kdo hodi k nam na terapijo? Ne? Ponavadi, če včasih bi rekli, ok, kaj je prav, kaj je narobe. Recimo danes postmoderni človek se želi imeti fajn, želi se počutiti dobro, želi se počutiti povezano. In danes nam je zelo nefajn, tudi televizijo, radio, a veste, mi preklopimo, če se ne počutimo fajn, če nam ni čisto v redu, če ni flow v redu. In kaj to pomeni v partnerskem odnosu? A se jaz počutim v redu? A je flow ali pa povezanost, ali pa terapeuti rečemo čustvena povezanost, a ta stvar funkcionira. In zdaj ponavadi rečemo takrat, ko trpiš, ko dovolj trpiš, takrat greš na terapijo, oziroma takrat bi rekli danes v tem postmodernem jeziku, ko se ne počutiš več dovolj dobro, dovolj v redu, dovolj povezano. To je en tak široki okvir. Seveda, tam, kjer je nasilje, ni take povezave, kot bi si dva želela. Kjer je prevara, v bistvu prevara je iskanje povezanosti nekje, kjer so se zmenili, da se ne bo iskalo povezanosti. V bistvu jaz tako, včasih, pa zakaj si me prevarala, zakaj si me prevaral, in je dostikrat prav to, ker nekje neke povezanosti ni bilo, sem iskal to nekje druge. To ni zdaj upravičilo, ampak in je zelo pomembno danes, če se mi zavedamo, kako se mi počutimo, in tako bi rekli, kakor pri avtomobilu redno servisiramo, pregledujemo, če je vse ok, tehnične preglede imamo, tako je tudi dobro, a sem jaz ok, a se jaz tvegano obnašam na cesti, sem jaz nevaren voznik. Zdaj bi pa rekli v zakonskem odnosu, partnerskem odnosu, kaj pomeni tvegan zakonski partnerski odnos? Ja, če jaz sploh ne vem, da se ne počutim dobro. Ampak tako, za milimeter gre najin odnos narazen. Tako da je dostikrat je to nek tak razlog, zakaj ljudje pridejo na terapijo. Mi se včasih hecamo, ta terapevtski vic, ko moški vprašajo, zakaj so tukaj, mislim, vse je v redu, ne pijem, ne tepem, ne varam, denar domov prinesem, otroke v glasbeno šolo vozim in zakaj rabim zdaj jaz biti tukaj, moj sosed pa ki pa od tega ne dela, pa ne rabi tukaj sedeti. In je tako, v tem smislu, gledajte, gospe imajo danes višje standarde in to, da vse to delate, to je sploh predpogoj za osnova. Za osnovo. Tako da so danes gospe, zdaj se jaz malo hecam, saj smo tudi gospodje, danes si več želimo v teh odnosov kot včasih. Ker
je normalno, ne? Ko ni vojne, ko je zdravstvo urejeno, ko imamo za jesti, ko šele takrat lahko določene čustvene potrebe pridejo na plano. Ne? To ne pomeni, da smo mi danes razvajeni, ampak govorimo, ja, živimo pa v enih razmerah, kjer so sploh čustvene potrebe lahko prišle na plano, ker naši stari starši, prastarši niso mogli se s tem ukvarjati. Ampak recimo, ko ženska reče moškemu, zdaj pa midva bova pa šla na terapijo, če želiva midva rešiti odnos. Kakšen šok je to za moškega? Zdaj sprašujem, ker sta dva gospoda tukaj z mano, in jaz moram zdaj to malo preveriti iz ženskega stališča, kaj moški doživljata, ko ženska to reče? Mene prav spomnili malo na moje kliente, ki sem jih imel in v kolikih primerih je v bistvu moški prišel in zvlekel žensko na terapijo. Ja, ker ste rekli, gospodje. Temu se pa reče uglašenost. Točno to sem razmišljal. Aha, se pravi, vedno ženska pripelje moškega. Aha, prav tisto gre spreštevati v odstotkih, kolikokrat je pa obratno. Ne? Oba. Ok, dobro, večinsko ja. No, zdaj bom tako rekel. Morda, če moški pripelje partnerko, ženo na terapijo, morda ne gre vsem kolegom govoriti. Okay. Ona bo morda šla sem, ali pa ona bo šla morda prijateljicam pripovedovati, on pa morda ne bo šel. Ne? To je morda razlika. Pa recimo veliko priporočil glede za terapijo ne gre po moški liniji, ampak po ženski. Tako, to pa imam tudi jaz take izkušnje. Ja, kar je po svoje razumljivo. Ne boš prišel na fuzbal pa rekel, folk, moram vam povedati, a veste, da sem pa začel na terapijo hoditi. Pa si kar normalen zgledaš. Ko ste je zdaj pičlo, malo se hecam. Skratka, gotovo je ena, ti boš mogel tam govoriti, ti se boš mogel izpostaviti. Ponavadi ni fajn se izpostaviti. Nekdo tretji te bo spraševal o nekih svojih intimnih stvarih. Tudi ni fajn. Lahko se počutiš spet kot šoli, oziroma na zatožni klopi. Ni fajn. Potem lahko nimaš kontrole nad situacijo. Kaj me bodo zdaj to nekaj spraševal? Kaj, če bom jaz o sebi odkril nekaj, kar še jaz o sebi sploh ne poznam? In me je lahko. Tako da je zelo pomembno te stvari tako nasloviti, pomiriti, tako da se ti gospodje sprostijo, umirijo, ker se to pa imate sama izkušnja, ne? Ko pa pridejo, rečejo, to je pa čist prebavljivo, to pa je zelo, zelo, zelo fajn, ne? In enkrat tako anekdotično, gospod gre na WC, gospa sedi na foteljo, pa reče, gospod Drago, moram vam povedati, da moj mož zelo rad hodi sem. Ampak on ne bo tega tako eksplicitno, ampak bo pa prihajal. Tako da če se moški počutimo spoštovane, cenjene, ne kritizirane, ne v smislu ne krivdirane, ne diskvalificirane, moški sodeluje. To je bila tudi moja izkušnja dela v skupini z moškimi, pa je bila taka zelo zahtevna skupina, storilci nasilja. 3 srečanja so tiho bili, pol pa ko so ugotovili, da jih ne bom psojal, da jih ne bom kritiziral, da jih ne bom sramotil, krivdiral, potem so pa začeli govoriti in je v bistvu bilo čist fajn z njimi delati. Vse to ne pomeni, da ne izpostaviš kakšnih tem, pa ne terjaš neke odgovornosti, pa postavljanje nekih meja v svojem vedenju, ampak tako, ta stvar, recimo, a se jaz počutim v nekem odnosu varno ali ne. Vse to je pa tudi razlog, zakaj dva prideta na terapijo, spet v partnerskem odnosu, a se midva počutiva drug ob drugem ok. S tem, da res pridejo z najrazličnejšimi temami, kot je kregava se skozi zaradi krožnikov, pa zaradi brisačne. Pa sploh se ne gre za krožnike, ne za vse te teme. Ne, ampak hočem to reči, da kaj so ti brisače pa krožnik? Okay. Če sem ti 4-krat rekla, kako se brisače zlagajo, in ti še vedno zlagaš tako, kot te je tvoja mama naučila, spomeni kaj, da sem jaz še vedno za tvojo mamo.
še vedno Neslišano. neslišana, nepomembna, ne? In kregamo se potem zaradi tega občutka, da sem neslišan, nepomemben. Zdaj pa v eni družini so brisačeni, ki je zdaj zobne paste so zrihtali, ker ni treba več zvijati jih na koncu. Ne? Zdaj si jih po koncu postaviš, pa same. 20 let nazaj to bila težava. Ne? Zdaj mi je nekdo rekel, ne, ta pasta ni problem, problem je pa, da se umivalnika ne spuca za sabo. To pa je ostal problem. Tako da, ja. S čim se pa recimo čist, Ja. glede na to, da imaš toliko izkušenj, s čim bi rekel, da se največ srečuješ v partnerskem odnosu? Okay, prej smo se malo dotaknili nasilja in vsak partnerski odnos je nekaj čisto zase, ne? Tako kot je vsak človek unikaten. Ampak česa bi, ne vem, vsako, na prvi uč bilo veliko v naši družbi. Zelo, zelo, zelo veliko, ali pa skoraj da pri vseh parih, kar je skupni imenovalec, potem so pa seveda nianse, je prav to. Veste, midva sva prišla skupaj, so se zelo fajn imela, spolnosti funkcionira, vse je bilo fajn. Potem pa so bila že toliko časa skupaj, ali so prišli otroci, naporne službe, bolezni. Pa so pa kar majčkano se oddaljila, to ni več to. In kaj zdaj bomo še 50 let tako živeli? To spet ne bi, a se še da kaj narediti tukaj na tem. Seveda, to je še taka zelo, če hočete, enostavna zadeva. Ne? Seveda, ko je pa tako stanje, ko dva partnerja v takem stanju par let živite, seveda je pa tukaj zraven pol pride, on se je malo z eno sodelavko preveč zbližal, ona si je začela z nekom po Facebooku malo dopisovati, ali pa ona se je popolnoma v materinstvo, mislim, je še sam mama, nič več žena. Ali pa recimo, ne vem, seveda potem je ona bila malo, kako bi rekli, malo je bila jezna, pa ti mi ne pomagaš več zadosti pri otrocih, ali tako za vsem sem sama. Potem ga je začela kritizirati, on se je začel umikati, se ni nobene take neke stvari naredil, neke grozne, ampak se je pa začel umikati in zapirati in je ona rekla, jaz nimam več dostopnosti do tega, ne. Zdaj, seveda, ljudje veliko že berejo, znajo že zelo fajn te stvari artikulirati, nekateri pa tudi, če ne, v smislu, pride pa pol neka, veste, pa se pa skregajo, ne vem, ali zaradi otrok, ali ne vem, kje živijo, skratka, prav ta, a si mi ti kot partnerka, partner še vedno dostopen, čustveno dostopen. Veste, ko smo zaljubljeni to, ker to je ena samo zlitost, prepletenost, ne, psihična, čustvena, telesna, ne. In potem jaz nimam več dostopnosti do tebe, to je ena stvar, druga stvar je pa, jaz ti zdaj nekaj pripovedujem, ti se sploh ne odzoveš, kot da sem, tako, okay, kdo sva midva, ne, tak, v bistvu se ne zgubita, v bistvu ti več nisi moja najboljša prijateljica ali prijatelj, ali pa nisi več varna baza. Nekje, ker bi se varno počutil, ker vem, da boš to ti skušal na dobro obrniti ali me potolažiti, pomiriti. V bistvu tisto, veste, bolj me potolaži neka sodelavka, sodelavc, neka prijateljica, prijatelj, kot moj mož ali moja žena. To je kar tak alarm. Ker včasih kdo rekel, ja, pa se ne moš tega od moža ali pa od žene pričakovati. Sikal, ok, lahko ne pričakuješ, sem potem hrepeniš in to boš iskal. In tako, če ti tega doma ne dobiš, jaz včasih pa rečem, ok, to je pol, ti potem živiš v nekem tveganem stanju, v tveganem odnosu in je samo vprašanje časa, kdaj bo tle nekaj zaškripalo ali počlo, ne. Ampak je pa zanimivo, koliko časa traja to obdobje, ko se dva sploh ne zavedata, da se že oddaljujeta eden od drugega in ne prepoznata recimo tistih malih alarmov ali pa malih znakov in potem dejansko čas kar gre, življenje vmes, rečemo, se dogaja, so otroci, obveznosti, služba, ni časa, ne, in potem pa kar naenkrat pa se nam zdi, da je pa zdaj vse drugače, kot je bilo včeraj. Vmes je pa menilo več let lahko, ali pa tudi lahko več desetletij. Ja, meni se zdi to kar razumljivo. Jaz moram zdaj centralno peč kontrolirati, rihtati, avto,
a veste, lahko je hiša, so otroci, lahko je žena, lahko je služba, hrana, potem še telovaditi moraš. Veste, in toliko nekih stvari jaz moram biti pozoren, pa rihtati. Hkrati pa ne moreš za vsako stvar kar jamrati, moraš tudi kaj potrpeti. In je tudi ljudi z najboljšimi nameni, res ljudje, ki hočejo biti pozorni, pa z najboljšimi nameni se jim to lahko zgodi v smislu, saj so bili eni alarmi, ampak je pa tako, veste, zdaj, glejte, ni problem, če se avto pokvari, problem je pa, če je huda prometna nesreča, ne. Tako. Hočem reči, pridejo do kakšnih konfliktov, a imamo mi to zmožnost, prišla so zdaj malo slepo ulico ali pa tako en tak karambol, ampak sem jaz sposoben se ustaviti. Recimo, ne vem, če bi jaz moški vedno v takih, ali pa pogosto v takih prispodobah nogometnih pripovedujem, a znamo umiriti žogo, stopiti na žogo, ali pa če pride do prekrška, pa se tam, a sem jaz tisti, ki konflikt na igrišču krepi, ali sem jaz tisti, ki so igralce malo nazaj vlečem, pa ni bil on fair, sam če bom še zdaj ne fair, pa bom še s karton dobil. Pa še morda rdeč karton, pa sem pa zavrhnil celo ekipo. Čeprav me je prizadeval, veste. Tako, veste, in vsi bodo videli, in kaj za jaz naj so govno tle požrem. Tudi, če dobim 3 tekme prepovedi, čast je čast, dostojanstvo je dostojanstvo. Veste, in tukaj a jaz znam s tem dostojanstvom, s to častjo, lažno častjo delati in tudi kaj prenesti, ne. Se ustaviti, Kar nekaj ranjenosti, a ne. Ja. Me pa recimo preseneča, ko imamo terapije s klienti, a ne, partnerske, koliko stvari je prvič izrečenih tam v našem prostoru. Sploh ne čutijo včasih, da pa če je prostor za neke zadeve, da bi jih lahko izrekli v tistem odnosu. Se dostikrat sprašujem, ali to, ali pa končno je čas, da lahko govorimo zdaj, ko sedimo tukaj, in smo prišli s tem namenom narediti neke spremembe. Ali pa je dovolj varno. Ne? Ali pa dovolj varno. In to se mi zdi ključna stvar v terapiji. Mi vas plačamo za to, da naredite varen prostor, da se tukaj lahko o vseh stvarih pogovorimo. Ne? A veste, včasih je, zakaj smo vas, sorodnike, prijatelje, povabili na obisk, vam zelo dobro skuhali? Saj to mi tudi to zaračunamo. Ne? Kako? Zdaj bomo pred vami, se bova midva malo zmenila. Sorry, ker morate, zdaj ste bedro dobili. In zdaj, mislim, malo v hecu, ne? Ko sva sama, je prenevarno, tam v enem omizju, kar je grozljivo, ne? Tam si pa čez mizo upava. Tako. Zdaj pa terapija je pa prostor, kjer je pa to lahko veliko bolj varno, spoštljivo in tam, včasih pogosto še moški reče, pa tle vem, da boste vi intervenirali. Pa v bistvu nič kaj dosti ne interveniraš. Včasih celo se zgodi, vse to imate sama izkušnje, začneš srečanje in na koncu rečeš, da je konc in kaj dosti nisi nič govoril, ona dva sta spa tako, rečeš, kaj sta videl, sploh sem prišla, se videl, mene sploh ne rabta. Ampak rabta pa varen prostor. In doma pravi, ne, mi dva od prejšnjega tedna nisva nič govorila o tem. Ker je, zdaj, sej po svoje razumemo dva, ki sta 30 let skupaj in če ena tema, ki se dotika neke ranjenosti, neke njune reaktivnosti, da se potem lahko doma zelo skregata ali pa niti ne skregata, ampak spet komaj so se malo zbližala, a zdaj naj spet te občutljive teme odpirava, pa komaj so prišla malo si blizu, ne želim tvegati tega, ker tam pa se da pogovarjati in rajši gremo tja in je tako. Zdaj včasih bi kdo rekel, pa se potem pa kliente nas navajate, pa pol to morda ni neke svobode. Gotovo ne delamo te način, veste, tako kot bergla v zdravstvu ali pa gips, ti v določenem primeru pomaga, seveda ti ne pomaga, če ti tiste bergle nosiš ali pa gips nosiš 3 leta, ti boš mogoče 2-3 tedne, pa moraš krepiti svojo mišico in isto je to, vse ne bodo ljudje zdaj hodili 10 let
k nam na terapijo, oziroma polam časih, če pa krajši čas hodi, a vi sploh kaj naredite, če krajši čas, a ne? Siko, jaz mislim, da to zdravstvo je postalo zelo nekvalitetno, ker samo 14 dni so mi dali mavec. Šparajo, veste. A veste, ne, drago, ti ne poznaš njihove doktrine. Ravno zaradi tega, ker je zdravstvo napredovalo, so rekli, ti ne, morda ni dobro za tvojo mišico, da imaš za preveč časa mavec, pa če sem imel zlomljeno nogo, pa pač sem imel ti prispodobe blizu. Ne? Zato je to prihajati nekje, kjer je varen prostor in spostaviti varen prostor. To se mi zdi ena izmed ključnih stvari za terapeuta in ena izmed ključnih stvari za moža ženo. Zato je dosti kratko, a sem jaz varna baza, varno zavetje svoje ženi. Pustimo zdaj. Ona se naj ukvarja z istim. Ampak, a sem jaz varna baza? Ali pa recimo, ne vem, a sem jaz spoštljiv do vaju? Ne? Ker mi dosti krat, ja, kaj bom zdaj dobil od žene, od vaju, tako, ok, kaj pa jaz tebi dam? Morda, če pride do tega razmišljanja, te logike, potem je malo lažje to naprej pelati. To je ena vzajemnost odnosa. Ja. Zdaj bi moški svet vprašal, kaj zdaj to pomeni? To, da se razumemo, to je tako, ko pri nogometu se niti ne pogledaš, pa veš, kdo bo kam tekel in kar v prazen prostor podaš žogo. Ali pa v košarki, ne vem. To je poskus razlage terapevtskega izraza vzajemnost. Za moško populacijo. Ja, ampak Urška, ti boš pa zdaj prevedla, če zdaj to je v redu tudi v ženski populaciji. Z nogometom verjetno ne. Ok, morda malo še za šalo. Na Štajerskem, se neko gospa se upravičujem, jaz zdaj tle imam nogometne prispodobe. Ne. Vsi rekel, sej vi ste iz okolice Maribora, ok, to je, tam moraš razumeti. Tam je samo umevno. Tam moraš razumeti ta nogometni svet. Mislim, če si ženska tako. Če smem, ker smo se prej, na začetku, ko smo se ravno dotikali tudi nasilja, kaj je v partnerskem odnosu, se mi zdi. Tudi to je stvar, s katero se srečujemo bolj pogosto, kot bi si želeli in se dogaja v partnerskih odnosih. In meni je noro, da so pripravljeni oni priti, povedati, kakšna je težava, da je nasilje doma tja k eni osebi, k nam, k neznancu. In že to, da rečejo, da bi oni tam radi neko spremembo naredili, je meni wow. Je pa v zvezi s tem nasiljem težke terapije, tako bom rekel. Kljub temu, da so prišli z neko svojo odgovornostjo, ok, zdaj bomo mi vnesli neko spremembo, je še zmer tam, dostikrat se ponovijo lahko te vzorci in ne vem, da bi, kar. Ne, tako se mi zdi, tam, ko je nasilje, ali je to verbalno, ali je fizično, prav ta težava kontrole impulzov. In je tako, si predstavljam to, ko govoriš, ko nekdo reče, ok, sej zdaj še stabilen, ampak kaj, ko ona ali pa on iz mene vse ta najslabše vam potegne. Zdaj sem čisto v redu. Jaz verjamem, vidva sta v službah verjetno fantastična ali pa čudovita, ali pa tak, pa ne vem. Ampak ko ti v partnerskem odnosu pa se neki registri odprejo, za katere človek še vedel ni, da obstajajo. In je zelo pomembno prav to, a jaz zmorem obvladati svojo impulzivnost ali pa svojo morebitno reaktivnost. Za moško populacijo, kaj pomeni reaktivnost? Je to, če žogo dobiš, kar brcneš, samo zvolej, kamor gre, samo da gre stran od mene. Nereaktivnost pa pomeni, žogo sprejmem, znam jo sprejeti, žogo umiriti, pogledam okrog in pol podam naprej. In zdaj, koliko je to enostavno, ko sta dva sredi neke zelo žgočega pogovora in ko si pritisneta morda nek sram, na neko prizadetost, na neko zavrženost, so to lahko izjemno take stvari, ampak tako, zelo fajn je povedati, jaz tako rečem gospodoma, mislim, se tudi gospema, ponovadi pri nasilju vprašam ljudi,
tako možakarje, ok, ste 5 minut prej vedeli, da bo čista dio. Mislim, ja, nekaj je bilo, nisem vedel, da bo tam tako daleč prišlo, ne. A nekaj pa 3-2 sekundi prej. Ja, takrat pa je bilo že malo, ne. In pol prav v tem smislu, ok, ta protokol, ok, ko se ti že megla dela na očeh, išči kljuko, pa čim prej ven z prostora, to je še edina svoboda, ko jo tam premoreš. To je tako, vi se takrat, gospod, počutite tako, da ste Peter Prevc in ste že se z rampe odrinili, zdaj ste pa na pol tega skakalnice, zdaj ste se pa odločili, da bi se ustavili. Takrat se težko ustavite, ne. Se pravi, če 3 sekunde prej pomeni, takrat sem še na rampi. Ok, ne se dol spuščati, samo bež stran. Tako, ker je to edina stvar, ne. Ampak kaj pa gospodje rečejo? Jaz sem šel ven iz prostora. Ona šla pa za mano. Točno to. A ne, in v bistvu treba z obema delati, ne. Tako z obema delati. Eno tako zelo, zelo, zelo intrigantna teza, ne, enih tujcev, ki se s tem ukvarjajo, je, sploh več ne govorijo o žrtvi in o storilcu, o rablju, ne, ker je dostikrat v zakonskem odnosu, ne. Sej, kaj bo večina moških rekla? Ja, zdaj vi mene tukaj, ne vem, tle obsojate in ne vem kaj. Kaj pa ona? Rekel, gospod, vi boste povedali, jaz verjamem, morda, ne vem, boste rekli, kaj vas je ščipala, se zaletavala, vas je prišla pred vami, ajde, kaj boš naredil, vas je provocirala, ampak vaša odgovornost je bila, da niste že 1 leto, 2 leti, 3 leta nazaj rekli, draga gospa, te bom gratis peljal na center za socialno delo, da ti bodo malo pomagali, ali pa te bom peljal k enemu terapevtu, terapeutki, da ti bodo pomagali malo kontrolirati tvoje impulze. Ker tega niste naredili, ampak ste zakon vzel pravila v svoje roke in vam je enkrat, pa ste pa že v železno palco in pa razumemo, da veste, ja, zdaj pa je policija prišla in sodišče in to. In ena stvar je, koliko jaz sebe poznam, koliko jaz se zavedam, kje so moje občutljive točke in se pravočasno zavarovati, oziroma da jaz sem varen sam v sebi. Recimo pri alkoholu, oziroma pri nekih substancah, bo nekdo rekel, ne bom nič zdaj pil, ker ne bom še en kozarec, ker če še zdaj en kozarec, pol vem, da ne bo to, ker pol jih bo še 5. Reče ne. Rekel, ok. Spoštovanje, respekt. Ve, da tole ne bo, ne. Ali pa recimo bo kakšna ženska rekla, z onim sodelavcem jaz ne grem na malico. Nič ni, on nič ne ve, samo jaz nisem ravnodušna, sem zadovoljna doma. Ok, ampak vem, tja ne smem iti, ker rada bi pa, da bi me to menilo glede sodelavca, ne. Rekel, ja, zelo preprosto. Pejte domov pa vašemu možu to povejte. Ste vi neumen, se rekel, malo sem, ne. Skrivnost se zgubi nek naboj. Točno to. Skrivnost je zelo privlačna in zelo pa pritegne. Očitno ona doma ni toliko nahranjena, kot ker je, kaj to pomeni, da se tam je neka tretja oseba zelo všeč? Ja, to je na nek način neka simpatija, zaljubljenost iz stiske in ne govori o tem, koliko je ta tretja oseba fajn, ampak govori bolj o tem, da koliko je ta gospa podhranjena, ne. Se rekel, če niste nič imela, kaj bo pa on rekel, verjetno ne bo ploskal, verjetno bo malo šokiral, malo bo užaljen, malo bo celo ropotal, ampak pa bo rekel, holo, ti meni to poveš, v bistvu je ona šla zdaj v lastno skledo pluvat, a ne, pa navado je en dan je tako, pa kar gospod naenkrat se začne nekaj truditi, ker opala, to pa ni več tako samoumevno in pol ponavadi, ne vem, po 3 tednih rečejo, on se ful lepo obnaša, ful nama je fajn. Ona pa po 3-4 tednih reče, sploh ne razumem, kaj sem v onem tipu videla. Sej ne kritiziramo tega tretjega človeka, ne rečemo, lahko je še vedno zelo v redu človek, ampak ko je človek, veste, ko si zelo lačen, takrat tudi za nič hrana je zelo okusna. Ja, tako. Zelo dobra istočnica se mi tole zdi, iskrenost v partnerskem odnosu. Zakaj je tako težko biti iskren?
Pa dobro, lahko se navežemo zdaj na ta primer, ampak v bistvu vsi vemo, če bi bilo po pravem, bi zdaj moral v tem odnosu, ne vem, svoji ženi, svojemu možu povedati to in to bi bilo smiselno, ampak ker je neka blokada in zavijamo v tenčico in iščemo izgovore in se izogibamo in odlagamo recimo neka soočanja, ampak zakaj imamo težave z iskrenostjo? Ja, recimo ena stvar je lahko strah, veste, a me boste še sprejemali? A ne tako temeljno vprašanje iz neke teorije navezanosti, iz teh medsebojnih odnosov. Če me boste vidva v resnici spoznala, me boste še sprejemala? Ali, a ne? Pa, a veste, včasih, če bo ona vedela o mojih ranljivostih, ne govorimo o nekih ne vem, groznih stvarih, ampak prav to, kaj si bo ona mislila o meni, kaj si bo on mislil o meni. In prav to, a bom še jaz sprejeta, in zdaj, če rečemo biti iskren ali pa izgubiti odnos, nekdo rekel, rajši nisem iskren. Toda, okay. Seveda ni to čist, ne, fajn je biti iskren in ohraniti odnos. Se pravi to, jaz ne vem, a me boste še imeli radi, če vam to povem. A me bo še sprejela, če ti jaz vse svoje strahove izražim. Ne? Druga stvar je, veste, zdaj, če je nekdo kot otrok doživljal, da je nekaj povedal in so ga sramotili, joj, kako to lahko tako doživljaš. Aha, in iskrenost pomeni, spet se odprem, sem ranljiv, ampak moja izkušnja je, da takrat sem ponavadi dobil neko sramotenje in normalen človek bi rekel, hvala lepa, jaz ne bi bil autodestruktiven. Ne? Zato je prav to, in to je spet eden izmed razlogov, zakaj ljudje radi k nam hodijo, ker vejo, da jih ne bomo sramotili, če tudi bodo zelo take težke stvari povedali, sej ne bomo jim odgovornosti imeli, bomo rekli, pa daj vam, gospod, gospa, sam probati razumeti, zakaj ste vi takrat tako in tako reagirali, kar vam ni všeč, ampak nekaj vas je k temu nagnilo in potem tisto, vi meni pomagate mene razumeti, namesto da bi me obsojali. Sprejetost. Ja. Neka nova izkušnja. Ja. Sego, gospa, veste, saj bi vas sam se že vi zadosti sama sebe, pa se nekaj rekel, da ne bom še jaz. Ne? Mislim, v hecu, ne. In je prav to, in isto terapije, ne, a sem lahko iskren do tega terapeuta ali ne. Veste, če milimeter jaz v vaših očih vidim, da me obsojate, in to, a jaz zmorem ta varen prostor narediti doma in ta varen prostor narediti službi. Zdaj moja žena je rekla, kaj lepo govoriš. Ja, mislim, smer je, ne, sej nikoli nisi tam, ne. In se truditi in je tako. Potem pa je vendarle, veste, mi imamo danes veliko zakonskih skupin za moške, neke retrite, take in drugačne, vendarle je take, veste, se ljudje odprejo, kar govorijo, ne, in tako da je tega vse več, ne, in dobro je tudi, če sem jaz v nekih prijateljskih odnosih, tako, ne, ali so to moški, ali so to ženske, veste, če mi, a se mi zdaj tle božamo vedno tako, ali pa rečemo, ali pa si upamo tudi tega malo iti izven cone udobja in kaj reči spoštljivo, veste, če malo to treniraš, pol je tudi malo lažje. In potem celo še bolje, če imaš izkušnjo, da si preživel, recimo, vam povem, moj terapevtski krst, a ne, res izjemen terapevtski krst. Mi do ženo so šla na eno srečanje za zakonce, ko so bila, ne vem, 1 leto poročena, ne, zdaj so že 20, mislim, da 20 že, tako. In so rekli, dajte vidva malo, boste malo imela pričevanje, kak zakonski odnos. Pa jaz tole nisem najbolj bil navdušen na temi stvari. Pa ljudi, ki sem jih zelo dobro poznal tam, ali pa kar dobro, kakšnih 80 ljudi je bilo tam. In neki so se pa prej malo skregala, ne. Zdaj pa prije tam na oder in nekaj govoriti, tole ni najboljše, ne. In jaz tam nekak 3 minute midva govoriva, jaz sem videl, da sem začel nekaj zelo neautentično, nepristno flancati, tako, ker sem še bil v eni stiski. In jaz sem šel kar dol z odra.
Okay, to pomeni, ti ljudi sem jaz poznal in ti ljudi so mene imeli radi. To je bila ena skupnost. Tako, ko smo bili kot študenti skupaj, se zelo poznali in sem upal zaradi tega narediti. Mislim, sem rekel, okay, jaz se v tem okolju počutim varno. Tako. Ampak grem dol in tam to je bilo v enem samostanu in pol je tam sem rekel, kva zdaj, ne sem bil šel v avto, pa grem domov, ne. Žena je še tam bila, ne. Pa se pa jaz tam v eno tako malo bolj temačno kapelico, ven kot sedem, se rekel, okay, bom zdaj tle malo sedel. Pa pride ena oseba do mene, ki jo zelo cenim in tudi takrat, pa reče, ta oseba pride zraven mene, se usede, veš, drago, zdaj bi pa jaz lahko k tebi prišel na terapijo. Zdaj, se zdaj ti norca delaš z mene, ali se ti tok nebogljen zasmila, ampak takrat sem razumel, zdaj sem jaz pokazal eno svojo ranljivost, zdaj sem jaz postal dostopen ali pa morda varen. Ker drugače tako, jaz si terapeut, to ste zdaj nekaj naštudirali, to non-stop nekaj analizirate, malo ste še pametni in tako. A ste vi res, pa kot ljudje pristni, avtentični. In kot da je še ta test rabo, mislim, seveda jaz ni, ker smo prijatelji, mislim, se tudi ni imel, ne vem, neke potrebe, ampak tako se mi zdelo, okay. In mi je bila to izjemna, dragocena izkušnja. Jaz mogoče se držim tako sama osebno enega mota, kakorkoli temu rečemo. A sem lahko najprej človek, ne? Človek in oseba, šele potem vsi ti neki nazivi, karkoli pridobiš, kakorkoli nas nazivajo, ne? Ampak a sem lahko najprej jaz oseba, taka, kako sem, in a sem lahko človek. In se mi zdi, da to je ta pristnost, in tudi ta sposobnost neke ranljivosti. Ne? Prav pristnost. Tako. Lahko res pač tam v polnosti sprejmemo nekoga z vsem sočutjem. Čist iz ljubezni do sočloveka. Mi je pa ena druga misel prej prišla, ko smo se dotaknili prav te iskrenosti v partnerskem odnosu. Dostikrat je tudi vprašanje, ne, kaj konkretno vi sploh delate tam s pari, kako pač razrešite in ker vi pač terapeuti, vi greste pa v preteklost, pa ne vse to, ampak je preteklost pomembna v sedanjem partnerskem odnosu. Čisto, kar se tiče tega, ne, zakaj nas res toliko zmoti ta brisača, koliko lahko damo tem zadevam prostor zdaj v sedanjosti, ki nas težijo za nazaj, spoznati sebe, spoznati naše rane, naše bolečine, kaj se tam prebuja, ker itak ne, par se ne želi prizadeti drug drugega in bo drug se z veseljem tako odzval, da mu pomaga pri teh stvarih, ali pa ko bo slišal kakšne stvari končno na glas povedane, bo tako, nisem vedel, da so tako s tabo ravnali. In koliko je preteklost ima vseeno izjemno veliko vlogo, na koncu koncev tudi to, kakšnega partnerja smo si izbrali. Ne, vse, kar pomaga, da zakonca lahko drug do drugega poglobita sočutje, razumevanje, ne prav tisto, ravno to, kar si omenil, ko žena reče njemu, pa zakaj mi pa tega nisi nikoli rekel? Gospa, moški odraščamo v svetu, kjer je eno pravilo nepisano, o tem se ne govori. Se pravi to, jaz sem morda v začetku delal več s tem, morda zdaj zelo veliko, dve stvari se mi zdi tako. Eno je, a midva zaznavava najprej tukaj in sedaj v tem trenutku sebe, kaj jaz doživljam v polnosti, telesno, psihično, odnosno, tako. In ko res v tem izčrpamo vse, potem in vidimo, da še neke zagonetke so, ki niso iz sedanjosti, pa absolutno, ne, ker so včasih, to je tako kot, ne vem, pa dajte tle sedimo 1 uro, pa vi ste tako, kot da bi bili v zaporu, mislim, tako, kot da ste v neki celici, Pa rečeš čisto, sem mimogrede, a je bil kdo od vaših kdaj v zaporu? Ja, dedki, eden dedek je bil, ne vem, v nemških, eden pa ne vem v katerih. Sej ne moramo reči, da to je točno to, ampak
tako prav v njegovem telesu, kot da so še neke sledi. Prav, ko se tam sede, tako mislim, ali pa rečeš nekaj tako močno, kar ni iz tukaj in sedaj. Ne? In takrat je dobro tako malo nakazati. Namreč zakaj? Včasih ljudje rečejo, jaz ne razumem sebe, zakaj včasih tako neumno reagiram. In potem, ok, gledajte, mi smo majčkeno omejeni, da je svobodo. Ne? Mislim, jaz jim rečem, gledajte, proti gravitaciji se ne moreš boriti. Za travme vemo, da grejo 3-4 rodove. Ne? Tako, vemo, danes mislim, ni treba biti psiholog ali terapeut, da veš, da tam, kjer je vojna, bo 70 do 100 let nemira v tisti regiji. Pa ne zaradi tega, ker ljudje niso dobri, ampak je toliko nepomirjenih afektov v psihi in telesih teh ljudi. Recimo, jaz sem kar veliko delal tudi z ljudmi, ki so prišli kot begunci v 90-ih, a ne pa zdaj njihovi otroci. In ni to tako enostavno. Mislim, ne zdaj, da pomeni avtomatično, ampak Vse pa pozna. Tako, ja. Ker če odraščamo v nekem takem vzdušju, ne vem, če so starši se borili s tem in onim, kot otroci, vse posrkamo, vse te občutke, vsa ta doživljanja in to nosimo s sabo. Ali pa recimo, ne vem, enkrat mi ena oseba reče, veste, jaz vam čisto iskreno povem, jaz sem egoist. Pa se mi je tista oseba zgledala vse kaj drugega, sam egoist. Zakaj? Ok, a lahko jaz to malo preformuliram, to definicijo. Ok, če niso za vas poskrbeli kot otroka in ste bil malo sam sebi prepuščen in ste pol edina stvar, da bo kdo poskrbel za vas, ste bili vi sam, in ste se pol iz tega naučili, ne se preveč na druge naslanjati, ampak nase računaj. In recimo, da vam to najslabše ravno ne gre, oziroma, ko je kakšna težava, vi prej pomislite, kako boste vi sam sebi pomagal, kot koliko boste prosil za pomoč. Če vi temu rečete egoizem, pol kupim to definicijo. Sicer pa ne. Potem pa je rekel, ok, naj vam bo, ajde, niste čist grešil. A ne? In je fajn, da jaz razumem, ker kaj sem jaz hotel razlagati. A jaz lahko imam tudi neko razumevanje, neko naklonjenost, sočutje, to ni pomilovanje, ampak sočutje do sebe, nekje je mene to življenje oblikovalo, to ni neka moja, ne vem, če hočete, napačno nagnjenje ali pa neka slaba navada. Ali pa prirojena lastnost. Ja. Je pa seveda bom pa rekel, zdaj ta gospod, če je v odnosu, ne bo pa verjetno vaša gospa najbolj žalostna in razočarana, če boste pa kdaj potrkali na njena vrata in tudi za kakšno pomoč kdaj prosil. Bo pa tvegano za vas. Absolutno. Ker se bo lahko veliko tesnobe, negotovosti. To pa je tisti trigger, ki pa lahko vas pol spominja na preteklost. In boste rekel, ne, nočem nikoli več biti strigiran na tem področju, zato rajši ne bom prosil nobene pomoči. In sem kot Sigmund Freud, sem zelo star, niti ne rečem doma, kaj mi je, grem v bolnico, ker sem pač imel raka in to ne moreš biti preveč odvisen od drugih ljudi. In potem sporočijo, ali ne vem, kdo je sporočil domov, vaš ata ali vaš mož je hudo bolno. Zakaj nisi nič povedal? Zato, ker sem tako celo življenje funkcioniral. Prav to me spominja na to, kako ko moški spregovorijo o zadevah, kako se tam kar sprosti neka zadeva. Predvsem moški, to pa je, da držimo vse in ona se kar pomeri tam, ko on začne govoriti. In bi še rada slišala o teh stvarih, ker jo spusti zraven v ta intimni svet. In je kar In žene rečejo, v 25 letih zakona sem prvič nekaj takega slišala od tebe. Zdaj mi prihaja na misel, če bo to en moški gledal, bo rekel, no žena, poglej, kakšne so druge žene. A bi lahko bila ti tudi malo taka. Ali pa pejti k tem terapeutom, da te to naučijo.
Ker ko te bodo naučili, pol bom jaz tudi začel kaj govoriti. Sam prvo moraš ti začeti taka biti. A ne. Istočasno, a ne? Ne, veste zakaj? Ker obstaja pa še druga zadeva. Ne? On res, ne, enkrat ena gospa tako malo oštro ima svojega gospoda, tako da jaz sem kar malo takole roke naredil in gospod sočutno mene pogleda in reče, gospod Jerevec, to še ni nič. Ali pa recimo, ne, ker to je vzajemno lahko, ne? Ona joka, on jo pogleda, a ne izsiljuje, ok, previdno, gospod, ker jaz bi rad živ danes domov prišel, ne, v smislu ne se heca z ženskimi solzami. Ja, kdaj pa kdaj. Ampak sej čutiš, kdaj je to prazno, kdaj pa je res tam ena vsebina, sicer ti je težko, ampak je pa res tako. Ampak dogaja se tudi obratno. Tako malo posmehljivo, cinično z njene strani do njega. Veste, ta gospod naslednjih 5 let bo tiho. Ja. Smo šli na vsakih 5 let kot kočevski medved ven, rolete dol, polkna zapremo, luči ugasnemo, zaklenemo, gotovo. In rabiš spet zelo veliko časa, da se vzpostavi varnost. Pa da se on spet odpre. Tako. Recimo v takih primerih, potem jaz tudi s kom delam čisto individualno, enostavno, ker kakor se eden malo odpre, drugi poseka. Ker je to njuna dinamika. Ne? Ja. Zdaj, ko smo pa ravno pri koncu, pa bi jaz mogoče vprašala, Drago, kak nasvet za naše poslušalce, ki se znajdejo v partnerskih konfliktih, ki se ti konflikti non-stop pogrevajo in jaz jim tem konfliktom rečem, da so zim zeleni, ker so vedno, ker se pojavljajo na vsake toliko obdobje. Tako da, kakšna zaključna misel, kako povabilo, karkoli? To nismo bili dogovorjeni. Jaz zdaj moram, pejte k Urški in Luku. Okay. Tako fajn je bilo pripravljeno vprašanje. Ne? Stvar je zelo preprosta. Ja, hvala. No. In to je bilo zelo tvegano zdaj. Z tvoje stvari ali z moje? Obeh, verjetno. Pa ne, jaz se pa iskreno počutim čist mirnega in varnega v smislu, če gre nekdo k vama, ker jo pač poznam še kot študenta, tako in izjemno cenim vajno, vse tudi to, da ta podcast delata, cenim vajno iniciativnost, ker to, ali je to v terapevtskem delu, ali je to v nekih teh stvarih, podcastih, ali je to v študijskem, zelo študiozna človeka. In veste, oziroma tako, zdi se mi dva človeka, ki ne jamrata, ampak ki delata, ki iščeta rešitve. In je vedno potem lažje, je fajn, prideš k nekomu, ki tudi kot terapeut išče rešitve, je iniciativen, ne boš tam dobil nek paket jamranja ali pa še dodatnega, bremena, ampak tako. In veste, kad dosti krat prideš prav, nekdo bi rekel temu po neko pozitivno energijo in tega jaz verjamem, da lahko ljudi pri vaju dobijo. Wow. Hvala za zaupanje in te lepe misli. To je tudi breme za naprej. Ja, absolutno. Ga sprejemamo. Okay. Hvala, zdaj pa se moramo malo spoprijeti za to odgovornostjo, ki sva jo dobila. Ampak najlepša hvala za vse povedano. Verjamem, da te teme, ki smo jih danes naslovili, so koristne, so potrebne, so smiselne. Želimo si jih še več in z Luko se bova res trudila, da bova čim več takih tem naslavljala. Približala poslušalcem. Absolutno. In še povabila kake goste. Če so vas dejansko te teme nagovorile, če se prepoznate v teh stvarih, spodaj v opisu bodo kontakti, kamor se lahko obrnete, če se znajdete v eni stiski, v enih konfliktih, ki se non-stop pojavljajo, ali pa v čem drugem, pa si želite mogoče malo okrepiti sebe, delati na sebi, na osebnostni rasti in na vaših odnosih, dejte lajkati, dejte deliti, dejte spremljati in dejte vaše predloge, o čem bi želeli še poslušati najine podcaste. Hvala, da ste bili z nami.
at you all night, trying to figure you out. I just wanna make you smile. Hold your hand in my hand, looking at the sunset. Man, you're looking good tonight.